jaz sem fajn stvari dan za vas pripravil, pa da vam povem, iz kje sploh vse to izhaja. Jaz že od nekdaj, odkar pomnim, imam noro rad kristale. Jaz sem jih kot otrok zbiral. Jaz kot otrok mi nihče ni povedal, da so kristali lahko zdravilni, da so kristali lahko manifestacijske, ne. Meni so bili samo noro všeč. Jaz, ko sem gledal, ne vem, kristale, ko sem gledal njihove oblike in sem tako, veš, jih opazoval in gledal iz njihove formacije, meni so bili vedno tako fascinantni in sem jih začel zbirati. Jaz sem jih zbiral kot otrok, jaz sem jih iskal, kopal iz tal, potem je imel moj dedek en vikend tam v nekih hribih v okolici Celja in sem imel kramp pa lopato in sem tisto lapo razbil in sem iskal noter kristalizacije. Itak so bile samo kamene strele, ne, ker na tem področju ni drugače bilo drugih kristalov. Pa se pa spomnim, ko me je dedek prvič peljal v en samostan, mislim, da je bila Žička Kartuzija. In tam je bila neka, bil sem star 9, in tam je bila neka trgovina z nekimi zelišči, nekimi prizvarki, neki so prodajali ti ljudje tam, ko so pravili samostan. In jaz tam prvič vidim čadavec. Prvič vidim čadavec, kristal. In jaz ga gledam in sem prvič v življenju videl kristaliziran kristal, ki je rastel ven, a veš, tisto svetu se je, in jaz sem skoraj skup padel od veselja. Jaz vam povedati ne morem, kaj je meni tisti dan energijsko sprožil in mi je dedek kupil ta kristal. In potem sem začel noro zbirati kristale. Kamorkoli smo šli mi v šolo v naravi ali pa na izlete, naprimer se spomnim, ko smo šli v Postojnsko jamo, ne? Gremo v šolo v Postojnsko jamo in vsi tam josemo z vlakcem, peljali se, sem gledam kristale, sem gledam kapnike, jaz sem bil v 7 nebesih. No in pol sem pa ugotovil, veš, s časoma, ne, da s časoma, ko sem začel delati z ljudmi, sem itak sam podzavestno doma delal s kristali. Že 20 let že delam s kristali. Jaz sem star 37 let, že več kot 20 let delam s kristali. Ali pa sem en dan prišel klic in so rekli, oni tam gorih, moji vodniki so rekli, ljudje rabijo kristalne znanja, ampak ljudje ne rabijo teh tipičnih kristalnih znanj, veš, teh kristalnih znanj, ki jih najdeš povsod na Googlu, ne, ta kristal je za ono, ta kristal je za tisto, ta kristal je za ljubezen, ta kristal je za ščitnico, ta kristal je, kaj se vem, za zaščito, ne. Ljudje teh informacij o tem, kaj je kjer kristal, to je tisoče knjig napisanih, to imate bloge, to imate spletne strani povsod in tudi, če boste želeli vedeti, kjer kristal je, zakaj, imate na naši nebeški trgovini, to se pravi nebeskatrgovina.si, imate ogromno kristalov, pa imate vse napisan, kater je, za kjer, zakaj, a veš. Teda, ni današnji namen to, da jaz vam govorim, zakaj je kateri kristal. In tudi to ni razlog, zakaj sem jaz začel delati s kristali, da bi učil o tem, kar pač že veliko ljudi na tem planetu dejansko uči. Zakaj sem jaz začel delati s kristali, z ljudmi? Zakaj sem jaz začel učiti o njih? Zaradi tega, ker imajo kristali toliko močne energije v sebi zapisane. Kristali so toliko hudi prevodniki, kristali imajo toliko močno 5D, 5-dimenzionalno inteligenco v sebi za prevajanje informacij, za razbijanje vzorcev v telesu, za ustvarjanje zaščitnih aur, mrež. Ne, s kristali lahko mi kanaliziramo visoke civilizacije. Veš, včasih je tvoj zmeden, včasih si ti utrujena. Včasih nimaš najboljšega dneva, kristal ima vedno dober dan. In pa pokličeš lahko Atlantis in vzameš neko takole kocko kristalno in se zapiše noter Atlantisove energije in jo prizemljiš v kristal. A veš, in sem začel učiti ta znanja. Začel sem učiti ta znanja, ki jih prej na Zemlji niso učili o kristalih. In potem sem videl, da so kristali eno orodje, ki lahko ljudem na planetu Zemlja zelo pomagajo. Jaz vem, da imate vi svoje življenje in da imate vi svoje izzive v življenju. Zaradi tega, ker ima vsak človek svoje izzive. Pa vem, da imate otroke, pa vem, da imate partnerja, pa vem, da imate finance, pa vem, da imate službe, pa karijere, pa biznise, pa svoje zdravje in da morate 50 stvari handlati naenkrat. In vem, da včasih dan prekratek in pa ljudje skozi iščemo, veš, ljudje skozi iščemo v življenju, kaj je tisto, kar nam lahko pomaga. Ne vem, jaz sem sam tak, jaz mislim, da so tudi vi taki.
ljudje skozi iščemo, a veš, katera glasba nas pomirja. In skozi iščeš neko glasbo, ki te vrže v stik s sabo, ne? In pa jo najdeš in jo poslušaš. In pa skozi iščeš neko hrano, po kateri se dobro počutiš. Skozi, veš, ljudje probamo jesti hrano, ki nas energijsko dvigne, ki nam da tisto, kar naše telo rabi in včasih, kar naše čustva rabijo, ne? Veš, ljudje na zadnje iščemo prave ljudi, iščemo nekega človeka, ki nas zna objeti, pa nas zna potolažiti, pa nam zna včasih dati na svet, pa ti reče, tukaj sem za tebe, a veš, ne rabiš se sekirati, krijem ti hrbet. Veš, mi skozi iščemo neke energije v tem svetu, zato da bi lahko imeli lepo življenje, zato da bi lahko imeli, da bi lahko fajn prišli v življenju čez. In prišel je čas, da ljudje se začnemo obračati tudi na kristale. Dejansko je prišel čas. Jaz vem, da so včasih, ko je bila še Atlantis na zemlji, bila Lemurija na zemlji, to se pravi stoletja oziroma tisočletja nazaj, je bila ta kristalna zavest na zemlji ful prisotna. A veš, so bitja uporabljala kristale, je narava zelo močno delala preko kristalov, ne? Pa se je pa zgodila, veš, ta padec zavesti na planetu Zemlje, zgodili so se ti sistemi, v katere smo se ljudje ujeli, ta hierarhija, nekako moderna civilizacija, ne? Moderna se je začela razvijati in smo ljudje izgubili stik s kristalnimi znanji. Ampak v zadnjih letih, a veš, v zadnjih letih, ali pa desetletji so se pa kristalne energije začele vračati na planet in civilizacije, ki komunicirajo z nami prek kristalov, so se začele vračati na planet. In duhovna bitja, duhovni vodniki, ki z nami komunicirajo prek kristalov, so se začele vračati na planet, a veš. In tisti ljudje, ki smo opazili kristalno zavest, tisti ljudje, ki smo opazili, kaj to v resnici je, da to ni samo krasek za dnevno sobo, za na mizo, zato da lep zgleda bajta, ampak tisti ljudje, ki smo opazili, kaj vse, a veš, v resnici kristali so, tisti ljudje lahko potem začnemo delati z njimi. In jaz bi danes rad tebe naučil malo tega, ker ko ti enkrat kristalno zavest povabiš v svoje življenje, ko ti enkrat dovoliš, da tale fantastična bitja, jaz jih dobesedno kličem bitja, povabiš v svoje življenje, potem imaš ti možnost, da ti kristalni portali, a veš, to je portal energije, prinese energijo v tvoje življenje točno tja, kjer jo ti potrebuješ. In glej, kristal, veš, na kristal začni gledati kot na novega partnerja v življenju, novega duhovnega vodnika v življenju, ki ti pomaga spoznati stvari, ki ti pomaga manifestirati tisto, kar si želiš, ali pa ozdraviti tisto, kar si želiš, hitreje. Ker jaz ne vidim, majke mi, ne vidim dobenega razloga, zakaj bi ljudje delali vse sami, če lahko pa na svojo zavest priključimo ful dobre pomočnike, ful dobre kristale. In to je namen. In zdaj že leta in leta delam s kristali. In leta učim ljudi delati s kristalnimi energijami. In jaz ti povedati ne morem, kaj se zgodi v človeškem življenju, kakšna sprememba, ko človek enkrat razume kristale. Ker ne reče, to so pa samo lepi kamni, lepih barv, koliko je to fajn dizajn. Ne, ko enkrat človek razume, kaj lahko kristal zate naredi. In danes bi ti rad dal par teh informacij. Prav. Tako da, moj namen danes je, da ti pomagam razumeti kristale, zaradi tega, ker se jih je čez zgodovino ful stigmatizirali. Kristale se je res veliko stigmatizirali. Veš, to pomeni, da se jim je kar določil, kakšno vlogo imajo na planetu Zemlja. Kar je pač v redu, ker človeški tako deluje in človeški včasih lažje razume kristal, če ve, da je en kristal za zdravje, en kristal je za srčno čakro, en kristal je za intuicijo prebuja, drug kristal je za prizemljevanje, tretji kristal je za aktivacijo ledvic, ne? Pač človeški včasih tako lažje deluje, ampak veš, v tem procesu, ko je probal človek ukalupiti kristale, se je izgubil veliko informacij o kristalih. A veš to, da jaz te povem, ta kristal je za to, ta kristal je za ono, s tem ti ful umim kristalno moč. Zaradi tega, ker pa je resnica ena, ko se gre za kristale. Vsak kristal je za vse. Ni zdaj to, veš, ko včasih ljudje meni pišejo, joj, Mihael, mene pa grlo boli, kjer kristal je pravi za to. Sej ti lahko povem, pravi kristal, nekaj je že mogoče vnaprej mal naravnan na to, da ti grleno čakro čisti, je naprimer lapis lazuli, ne, je naprimer sodalit, evo, dva taka imam zdaj tukaj, a vidiš, ne, to je naprimer kristal za grleno čakro, ki je že avtomatsko naravnan na komunikacijo, ne. Ampak, veš, v resnici v zadju pa je, da je ta kristal vse, za vse v resnici.
In ta kristal je za vse v resnici. Veš, vsak kristal, ne glede na to, ali govorimo o kameni streli, ali govorimo o bronzitu, ali govorimo o selenu, ali govorimo o ametistu, roževcu, diamantu, safirju, vsi kristali so za vse. In ti ne rabiš omejevati kristala in reči, s tabo bom pa jaz zdravil samo svoje grlo, s tabo bom pa jaz svoje odnose zdravil. Ne, vsak kristal lahko uporabiš za vse. Zaradi tega danes jaz nimam namena govoriti o tem, kateri kristal je zakaj. Ne? Res, pejt na nebeska trgovina Biga Ziba, imaš tam tukaj informacij, da danes niti časa nimam o kristalih, da ti jih povem. Danes bi ti rad povedal eno drugo stvar. Veš, še predtem povem ti to drugo stvar, da bom dal eno primerjavo, da še res razumela. Veš, človek, ne? Vse tudi vsak človek je za vse. Zdaj mi potem, ko se rodimo, imamo svoje možgane, imamo svoje roke, imamo telo, imamo jezik, komunikacijsko orodje, ne, s katerim potem ustvarjamo življenje. A se ljudje rodimo v neki spiljeni? Ne, specializirani za nekaj. Kar dojenček se že rodi kirurg. Ne, se dojenček tam v porodnišnici že kar rodi vrtnar. Se že dojenček kar rodi pevc. Že kar pride ven z ogretimi glasilkami. Ne. Dojenček pa zraste in potem nastane človek in potem se človek v neki fazi svojega življenja samo odloči, kaj on bo počel. Ampak dejstvo je, da če človek je v stiku s sabo in je priden in ima delovne navade in se uči in se potrudi, je lahko v bistvu dela skoraj karkoli želi. Se strinjaš? Jaz sem na primer danes kristaloterapeut ali pa vodim meditacije ali pa pišem knjige, ne? Ampak jaz sem se odločil za to. Ja, saj imam tudi dušni klic v ozadju tega, zato sem bil malo usmerjen v to smer. Ampak jaz bi lahko bil tudi programer, jaz bi lahko bil tudi rudar, jaz bi lahko tudi bil kmetovalec, jaz bi lahko bil aeronautični inženir, lahko bi bil pilot, lahko bi bil učitelj zgodovine na fakulteti. To pomeni, da jaz nisem vnaprej določen, kdo jaz moram biti. Imam neke predispozicije, v katero smer bi naj svoje življenje razvil. Ampak v resnici se jaz odločim, ampak če mi zdaj rečeš, da naj pomijem tla po tleh, jaz ne rabim se specializirati za čistilko, jaz to znam. Če pa ne znam, se bom pa naučil, a ne? Veš? In tako kot imam jaz vse možnosti v življenju, da sam izbiram, kaj bom delal s svojim telesom, svojo energijo, in tako imaš ti vse možnosti v življenju, tako imajo kristali. Samo, a veš, potem so pa ljudje, na primer, malo bolj dušno določeni naprej. Vsi imamo neko svoje poslanstvo, vsi imamo neko željo, kaj bi na tem planetu delali, pa se pa en rodi z malo daljšimi rokami, ne? Ima malo daljše roke, zaradi tega potem je lažje košarkaš. Nekdo ima malo manjše roke, pa zaradi tega mogoče lažje plete ali pa šiva, zaradi tega, ker mu je lažje, ker ima manjše roke. Nekdo ima malo močnejša pljuča, pa zaradi tega operni pevc. Nekdo ima pa malo močnejši človek, želodec, pa zaradi tega dela na patologiji in secira trupla. A veš, in vsak človek ima neko predispozicijo, ki ga mogoče malo usmeri v neko smer. In to isto s kristali. A veš, ko imamo zelene kristale, pa imamo rdeče kristale, pa modre, pa imamo špičaste kristale, pa imamo kristale, ki so drobljivi, pa imamo kristale, ki so prosojni, ne? Pa kristale, čez katere se skoraj vidi, pa kristale, ki so čist motni, pa kristale, ki so zlati, pa kristale, ki so čist beli, ne? A veš, vsi ti kristali lahko delajo vse. Samo potem je en kristal mogoče še malo bolj podkrepljen na enemu področju. Zato, ko jaz vzamem nek sodalit, ne, ali pa lapis lazuli, je ta kristal poleg vseh ostalih možnosti, ki jih ima, mogoče že malo bolj narejen za to, da ga ljudje hitreje prepoznajo za zdravljenje grla, ne, ker pač pravimo, da lapis lazuli ali pa sodaliti ali pa ti modri kristali zdravijo grleno čakro. A veš, ampak, ali pa ta kristal mogoče malo bolj zdravi neka vnetja v telesu ali pa neko srčno čakro ali pa prebuja neko srčno energijo. Ampak vsi so za vse. A veš, to je prva stvar, ki bi ti rad povedal. Katerikoli kristal imaš ti danes doma, z njim lahko delaš karkoli želiš. Tako kot lahko ti delaš karkoli želiš, a ne? Sam pač prav program moraš dati v sebe. In danes ti bi rad, veš, v teh stvarih malo več povedal, ne? Tako da danes ti ne bom govoril o vrstah kristalov, tehnično, veš, kamnine, kakšne so in te zadeve. Danes bi ti rad predvsem povedal o formacijah kristalov, o oblikah kristalov. Zaradi tega, ker pa ja, mi pa imamo različnih oblik kristalov. Mi imamo res veliko različnih oblik kristalov, pa imamo kristale na zemlji, ki so grobi, naprimer
kot tale kristal, ne. Tukaj imam dalmatinski jaspis, ne, ali pa modri oniks, modri oniks ali pa dalmatinski jaspis, sta v bistvu groba kristala, surova kristala, čisto iz narave izsekana kristala, ne. Ali pa imamo kristale, ki so kristalne krogle, narejeni v kristalne krogle, v kristalne obeske, angele, veš. To je potem tisto, kar definira namen kristala. In danes bi rad šel s tabo čez te stvari, ne. A veš, zaradi tega, da boš vedela, da oblika kristala je tista, ki manifestacijsko potem na koncu določi. Zakaj te bo pa kristal še posebej močno podprl, ne. Tako da, evo, gremo, kristalne krogle. Najprej bi rad začel s kristalnimi kroglami. Jaz jih tukaj nekaj imam, okej, tukaj imam kristalne krogle. A veš, zakaj so kristalne krogle pomembne? Meni so kristalne krogle fantastične. Zaradi tega, ker so tako mistične so. Kot da bi biljard špilo s kristali, ne. Tukaj imaš par kristalnih krogel, okej? Ene so narejene iz serpentina, ene so narejene iz lapis lazulija, ene so narejene iz kamene strele. Veš, kaj je pora kristalne krogle? Kristalna krogla ima noro močno manifestacijsko moč. Ampak to je zaradi oblike, v katero je spolirana. Človek je spoliral kristal, zaradi tega, ker kristali v naravi naravno ne rastejo v kroglah, ne. Kristali so pač, če vidimo tako kristalno kroglo, je to brušen kristal, ne. Človek ga je zbrusal. Ampak veš, kaj je huda koda v tej kristalni krogli? Tukaj ima eno fantastično kameno strelo. Kaj je koda v tej krogli? Zakaj potem kristal, kaj kristal dela v tvojem življenju? Zaradi tega, ker je v krogu. To je manifestacijska tovarna. Krogla sama po sebi predstavlja vesolje. In vesolje, mi vemo z zemeljskimi možgani, sicer ne moramo razumeti, ampak nekako čutimo, da je neskončno. Zakaj? Ker če se ti postaviš v center vesolja, lahko greš v katerokoli smer, ker krogla se vedno širi iz centra navzven. To se pravi, če se ti energijsko postaviš v kristal, lahko greš v katerokoli smer, levo, desno, zgoraj, spodaj, pod katerikoli kotom, lahko greš iz centra in boš vedno nekam prišel. Krogla tebi omogoča neomejeno količino manifestacije. Tudi če ti stopiš na kroglo gor, ti lahko greš kamorkoli želiš. Ti ne boš nikoli prišel iz krogle, zaradi tega, ker po krogli lahko hodiš naokoli neskončno dolgo. Zaradi tega je krogla zelo močen imprint vesolja, ko se gre za manifestacijo. In s krogelnimi kristali, oziroma s kroglatimi, okroglimi kristali lahko ti delaš neomejeno širjenje manifestacije. Tako da ti uporablji okrogle kristale, takrat, ko rabiš expansion narediti v življenju, ko rabiš razširiti svojo službo, ko rabiš razširiti svoje zdravje, ko rabiš razširiti svoj potencial, tisti, ki hočete imeti mednarodne kariere, tisti, ki hočete imeti velike zdrave družine, tisti, ki hočete, da bo vaše ime znano, ali pa imate podjetje, da bo vaša blagovna znamka znana po celem svetu, sidrite to manifestacijo v okrogle kristale. Zaradi tega, ker vam bojo neomejeno širitev, imprint neomejene širitve dali v vašo manifestacijo. Veš, to je noro stvar, ampak ljudje tega ne vejo. Veš, kdo to ve? Že celo zgodovino, kdo to ve? Čarovniki, magi to vejo. Zato smo mi vedno v risankah videli neke čarovnike, ko so tam neke krogle imeli in so gledali noter v tisto kroglo in so videli prihodnost, ne? To videnje prihodnosti, to je bolj taka televizijska fora, ampak v resnici so včasih magi uporabljali krogle, in še vedno jih, uporabljali krogle zaradi tega, ker so svojo magijo lahko razširili na 100 potenco. Ne? In so lahko moč dobili preko, če so svojo energijo poslali v kristalno kroglo, so lahko to moč potencirali za nekajkrat in so postali močni v svojih mislih, v svojih namerah. In to je moč kristalne krogle. In ko imaš ti enkrat tako kristalno kroglo in znaš delati z njo, in imaš nek cilj v življenju, in imaš neko željo v življenju, če ti to željo zapišeš v kroglo in kristal aktiviraš, da ti pomaga željo širiti, potem si ti naredil nekaj, kar s svojim telesom nikoli ne bi mogel narediti. Kristal pa lahko. Zaradi tega, ker ima ta zapis širitva v sebi. Sam po sebi je kristal zelo prevoden in če ga narediš v obliki krogle, to imprint manifestacije, ki se nenehno širi. To je prva stvar. Drugače, vse te krogle, kot ti bom jaz pokazal, pa vse te kristale, ki bom danes pokazal, ti najdeš dejansko v naši nebeški trgovini, da si jih lahko pogledaš. Ampak sem tukaj, da boš razumela, kaj
so njihov namen. Naslednja stvar so obeliski. A veš, kaj je obelisk? Eni ljudje včasih, obelisk, kaj? Se spomniš v Egiptu, ko si včasih gledala kak film in so bili tisti stebri s špico na vrhu? No, to je obelisk. In jaz sem tukaj par obeliskov. Glej, tukaj imam izjemno hud obelisk iz lapis lazulija. Pa imam obelisk iz čaker, tukaj so vse čakre noter, razumeš? Vse čakre, od korenske do kronske čakre so kristali, to je 7 različnih kristalov noter. Pa imam obelisk iz črnega turmalina in iz kremena. Evo, pa imam obelisk iz popolnoma črnega turmalina. A veš, to so obeliski, to so brušeni kristali v energijo obeliska. Zdaj pa, da ti povem jaz, kaj je obelisk. Obelisk je tehnologija Atlantisa. Ko mi pogledamo eno tako strukturo, mogoče na Zemlji, ljudje niti ne vejo, kaj to je, ne? Ljudje rečejo, to je neka špičasta zadeva, neka piramida, čudna špica na vrhu. Ne, obelisk je na Zemljo prinesel Atlantis. Atlantis je 5-dimenzionalna kristalna civilizacija, najmočnejša, ena izmed najmočnejših zaščitnih manifestacijskih civilizacij v vesolju. In Atlantis že skozi pomaga Zemlji, da pridejo ljudje na višjo frekvenco. In eden izmed načinov, s katerimi Atlantis to dela, so obeliski. Obelisk je načrtno brušen takole, kot je brušen, da imaš neko steber in na koncu se zaključi v špico in to je v bistvu neka, ali lahko je 4-stranična, 6-stranična ali pa 8-stranična piramida, ne? Čisto odvisno. Veš, obelisk je v bistvu portal. Obelisk je v bistvu kozmična antena, katero visoke civilizacije, kot so Atlantis, kot so Plejade, včasih celo Sirius, uporabljajo za komunikacijo z Zemljo. Zdaj pa človek, ki zna delati z obeliskom in ima kristal iz obeliska, lahko v bistvu s takim kristalom ustvari ful močen prevodnik. Ampak fora obeliska pa je, da ima na koncu špico. Če vidiš, imajo vsi moji obeliski na koncu špico. Tule imam tudi obelisk iz ametista, je ulit, glej, tako fantastičen je drugače, ne? Evo, takole. Evo, tako pride, ne? Je obelisk iz ametista, vsi ti imajo na koncu špico. Zakaj imajo špico? Zaradi tega, ker obelisk tebi ne razpršuje manifestacije ali pa energije, ampak jo usmerja. Obelisk ljudje uporabljamo za targetirano manifestacijo cilja. Če smo pri krogli prej rekli, da se manifestacija širi in eksponentno širi v vse smeri, pri obelisku v bistvu mi določimo cilj, kaj mi točno določeno hočemo narediti in potem lahko z obeliskom, ki je pravilno sprogramiran, dejansko targetiramo cilj lokalno. To pomeni, naprimer, jaz sem zdaj v službi in sem nek menedžer v nekem velikem podjetju in vodim nek oddelek, ampak zdaj imam pa jaz željo, da vodim celo regijo. Rad bi napredoval v službi. In zdaj jaz točno vem, točno vem, kjer delovno mesto hočem, točno vem, kakšno plačo hočem, točno vem, kakšna odgovornost bo prišla s tem, točno vem, kaj želim in grem v hunting tega cilja, targetirano vem, kaj hočem. V tem primeru uporabim obelisk. V tem primeru uporabim lahko obelisk in potem za pravilno programiranim obeliskom lahko jaz usmerjam energijo točno v tisto platformo, v tem primeru k svojemu šefu ali pa k svojemu, ne vem, kjerkoli bom imel pisarno in tam programiram in sidram energijo. In to meni obelisk omogoča. Veš, ena izmed razlogov, zakaj je Atlantis na Zemlji lahko ustvaril takrat, ko je bil tisto zlato dobo, katera je bila. Ker je bil Atlantis na Zemlji, to so bili ljudje inteligentni, to je bila telepatija med ljudmi, ljudje so znali kanalizirati, ljudje niso imeli teh zemeljskih čustvenih bolezni, kot jih imajo zdaj. Je bil eden izmed razlogov, zakaj so lahko ljudje dosegli tako visoko zavest, obeliskova tehnologija. Imaš ti en obelisk doma, veš, kak portal lahko ti odpreš v svoji hiši? Veš, koliko lahko ti svojo zavest dvigneš, targetirano zavest, ker tukaj imajo ljudje težavo. Ljudje, na primer, nimajo fokusirane zavesti. To je eden izmed razlogov, zakaj imajo ljudje tako nizko manifestacijo. Eni ljudje so ful tako zmedeni, ful malo ustvarjajo nekateri ljudje v življenju. Eni ljudje se celo življenje ful trudijo in hodijo v službe in cele dneve delajo, na koncu komaj preživijo. In preveč je takih ljudi na tem planetu. Cele dneve se matrajo, celo življenje dela, na koncu sem zgarani in imajo neko minimalno penzijo. Zakaj? Ker niso se naučili usmerjati svoje manifestacijske energije v prave cilje v življenju.
In jaz ti sam pravim, da obstaja možnost, da lahko ti zelo povečaš svoje možnosti v življenju za uspeh, če znaš obelisk programirati. Ne? Evo, to so obeliski. Zdaj bi ti rad povedal pa naslednja stvar. Naslednja oblika, ki imamo ljudje na zemlji, so pa surovi kristali. Ne? Prej sem ti že par pokazal, tukaj imam spet črni turmalin v kremenu oziroma v kameni streli. Ta kristal je fantastičen. Tukaj imam, evo, rdeči turmalin, tale čist hud, mene rdeči turmalin mi je zelo na rubin spominja, je tok mističen kristal, tok ima neko magijo v sebi noter. Evo, tukaj imam surovi rdeči turmalin in tukaj imam surovi črni turmalin. Ne? To sta dva surova kristala. A veš, zakaj so surovi kristali dobri? Ko včasih vidiš kakšne neobdelane kamne, ne? Zakaj? Si zdaj vprašala, zakaj? Zaradi tega, ker surovi kristal predstavlja pristno, primarno energijo Lady Gaje. Lady Gaja kot največja zdravilna baza energije na planetu Zemlje, kot največja manifestacijska baza energije na svetu, fantastično dela preko surovih kristalov. In pa znaš tisti rek narava zdravi? Hvala, da tako poznaš, ne? Narava zdravi. Naše babice pa detki so skozi govorili, narava zdravi, narava zdravi. Pejt, si bolan, pejt ven na luft, dihi svež zrak, pejt na sonce, naj te malo peče, malo začuti zemljo, malo dihim, pejt v hosto, malo drva cepi, pa boš boljš, ne? To je zaradi tega, ker te narava dejansko zdravi. Ampak narava te lahko zdravi v največji meri samo preko naravnih energij. In če imaš ti težave z svojo vitalnostjo ali pa z svojimi imunskimi sistemi, ali pa imaš neke težave, veš, ko ti telo nekje kolapsira in vsi vemo, da imajo kristali ful močne zdravilne potenciale. Vsi to vemo. To že vrabčki čivkajo, da imajo kristali ful močno zdravilno provodnost. Vzameš ti surov kristal in surov kristal sprogramiran prineseš v svojo spalnico, v svojo dnevno sobo, tam, kjer spiš v pisarno in se energijsko povežeš z njim, bo začel kristal tvoje celice programirati tvoje tkiva. Bo začel kristal v tebi ustvarjati višjo zavest. Bo začel odpravljati neravnovesja in posledica tega je, da se ti bo zmanjšala nekatera vnetja, da se ti bo nekatera odvečna voda iz telesa odločila, da bo nekatere migrene spustila. Pravilno usmerjena zdravilna energija preko kristala je lahko zelo močna. Zato so vse te tradicionalne, stare medicine, slovanska medicina, havajska medicina, afriška medicina, avstralske aboriđini medicina, stara kitajska medicina, toliko uporabljajo kamne. Oni toliko uporabljajo kamne, surove kamne, zaradi tega, ker preko njih vlečejo iz telesa vročino, vnetje in to so fantastični surovi kristali. Prav, teda surovih kristalov, tule imam dalmatinski jaspis, rdeči jaspis, evo, angelit. To so vse različni surovi kristali, ki jih lahko samo prineseš v svoje življenje in že s tem, da bojo v tvojem življenju že frekvenca njihova toliko močna, toliko vibracijsko intenzivna, da se začne tvoja zavest dvigovati. In veš, ful zanimiva stvar je, da ljudje napolnijo svojo bajto z vsem možnim modernim, koliko je lep izraz, kložno. Štajerski izraz za ropotijo je kložna, kložina, ropotija. Veš, priješ nekomu domov, pa ima tam kar neke plastične izdelke, pa kar neke, kaj svem stvari, pa kar neke čudne zadeve, vsak umetno. Umetniki, ne vem kaj, a veš, vse v neki umetno, nobene globoke vrednosti energijske. Dajte si s kristali svoja stanovanja, svoje hiše napolniti. Dajte kristale imeti v rožah, imejte kristale na policah, imejte kristale na nočnih omaricah, imejte kristale v banji, ko se kopate. Kristi ima ful rada kopeli. Vedno ima kristale noter, iz Črnega morja, včasih si solda noter za detoks, pa ima kristale noter. Seveda morate paziti, da niso vodotopni kristali. To se pravi, da ne turmalinov, pa ne selenita, pa ne piritov. Piritov, turmalinov pa selenitov ne devati v vodo, ker se vam bo iztopil. Ampak ostale kristale pa lahko. Veš, koliko se ti frekvenca vode spremeni, samo zaradi tega, ker imaš kristal noter. A veš, uporabljaj kristale in daj si kamnolom noter v bajto.
Zakaj bi imela tvoja bajta nižjo zavestno frekvenco, če lahko vibrira na take frekvenci, da boste vsi bolj spali zaradi tega, da boste vsi bolj razumeli drug drugega v družini, da boste vsi se bolj počutili, ko boste prišli v službo doma, si hitreje regenerirali. Veš, to ti lahko en tak kristal, ki ga imaš doma, naredi. Veš, to je stvar. Naslednja stvar so brušeni polirani kristali. Ti bom pa še par teh pokazal. Lej, tule imam zeleni kremen, tigrovo oko, a veš, sta dva taka, zanimiva. Evo, opalit, evo, en tak zanimiv kristal, marelični ahat, eden najlepših kristalov, kar sem jih videl, marelični ahat. Ta kristal je v živo tako lep, ne vem, če se pri kameri vidi, ampak ta kristal je kot da bi gledal sončni vzhod noter. Ta kristal je magic. In pa imaš polirane kristale, ok? In pa človek reče, ok, zakaj ima pa za polirane kristale? Zaradi tega, ker polirane kristale najdeš pa skoraj povsod. Veš, zakaj so polirani kristali? Polirani kristali so zaradi tega, da jih ti lažje nosiš. Zaradi tega, da ga ladaš v žep. Ker če boš dal ti surov kristal v žep, ti bo žep raztrgal, te bo bolel, te bo brusel obleko, te bo porezal. Če si daš ti poliran kristal v žep, v torbico, je kristal gladek in ga lahko nosiš kjerkoli želiš. Jaz sem skozi nekaj kristale drugače po žepih. Pa grem na potovanje, pa dam kristale v kovček, zato da se kovčki ne zgubijo, pa zato da jih na letališču ne zamešajo. Vedno dam programirane kristale v kovček. Pa grem s Kristi, ne vem, na letalo, vedno nesem programirane kristale zraven, zato da se letalo programira. Ne? Ali pa, ne vem, moj pes, ne vem, se odloči, da bo smrčal, pa mu dam polirane kristale v njegovo poslo noter pod blazino, zato da ima bolj miren spanec. Vedno uporabljam polirane kristale za take stvari. Tudi polirane kristale uporabljam na kristaloterapiji. Kristaloterapija, tisti, ki ste kristaloterapeuti, pa rajkisti, ne tisti, ki delate s kristalna zdravljenja, kristaloterapije z ljudmi, vedno uporabljate polirane kristale, ker jih lahko polagate na ljudi. Lahko daš ti poliran kristal človeku na tretje oko gor in bo človek dejansko, a veš, prijetno mu bo. Saj ste tudi dobili drugač bon za kristaloterapijo, je pa tečaj, sem to poslušajte, jaz tega tečaja nisem hotel zdaj ponoviti. Nisem ga hotel ponoviti zaradi tega, ker mama s Kristi leto 2023 polno. Pa ste mi pa pisali, se prijavili na ta dogodek, ko ste rekli, joj Mihael, ti nimaš tečaja za kristaloterapijo razpisanega, nimaš ga razpisanega, kdaj ga boš razpisal? In sem na vašo uslugo ga razpisal, tako da ga imate. Zdaj sem si tule zapisal, 29. januarja, je zdaj čisto nov objavljen, 29. januarja sem ga stišal v en termin noter, da ga bomo lahko izvedli izjemoma, izredno, zaradi tega, ker ste mi pisali, da hočete iti na te kristaloterapije. In še ta tečaj bo imel včasih med posameznimi stopnjami en mesec pauze, zaradi tega, ker enostavno nimam časa toliko veliko delati, ne? Ker pač veliko stvari delamo pri nas. Ampak tukaj stvar, evo, en obelisk se kar prevrgo. Polirane kristale uporabljate takrat, ko delate z ljudmi. A prav? In če se hočete naučiti kristaloterapiji, potem pridite na šolo za kristaloterapeuta, imate bon, izkoristite ga, pa začnemo januarja. Ok, to je vedno manjša skupina. Ampak glej, če tvoj otrok kašlja, če ima tvoj otrok, ga je strah teme, če tvoj otrok v šolo gre, pa ga je strah testa, pa mu zablokira energija, pa daj mu kristal, daj mu kot mama, kot fotor kristal sprogramiri, pa mu povej, kaj mu bo ta kristal pomagal, pa naj gre s kristalno zavestjo test pisati, pa bo namesto 3, zaradi tega, ker ga je bilo strah, pisal 4 ali pa 5. A veš, to kristali delajo, kristali pomirjajo in otroci so blazno odprti. In zdaj, ko pride Božiček, pa ne svojim otrokom kupovati sladkarij, zato da jim bo zobe uničevali, pa kupovati nekih butastih igrač, ki se bo itak zlomile čez 2 meseca. Kupite jim kristale. Kupite kristale svojim otrokom, sprogramirajte jih za šolo, zato da bojo znali prave odločitve sprejemati. Dajte mu ga v rukzak in naj ta mali odraščajo s kristali. A veste, kakšne indigo otroke boste imeli? Veste, kakšne pametne, inteligentne odrasle boste imeli, ker bojo skozi vodeni v svojih odločitvah. In to so brušeni kristali. Okay? In zdaj sem ti dal par primerov, zakaj ljudje uporabljamo brušene kristale in zakaj je tako pomemben, da jih imamo v življenju. Jaz jih imam kile in kile teh kristalov, jaz jih skozi nosim. Tako, ful je čas zanimiv, ko moram žepe spraznati, pa imam kovance, pa ful kristalov noter, veš. To je neka taka stvar. In uporabljate kristale brušene za svoje živali, za svoje otroke, za prijateljem jih dajte. A veš, to so take res fajne stvari. Potem je naslednja stvar, so piramidni kristali.
Piramidni kristali so zaščitniki. Evo, piramidni kristali so ful močni zaščitniki. Danes sem tukaj 2 piramide, sicer sta orgonitske piramide, ne, to da bom povedal za oboje, ampak piramide so zelo močne zaščitne strukture. Ne samo, da lahko piramida okoli tebe, piramidni kristal, zgradi ful močno zaščitno auro in da lahko ta aura nevtralizira ogromno količino energijskih napadov. Da lahko ta aura pomaga nekatere temne energije, ki ti bi lahko mogoče prišle v misli pa čustven sistem, lahko kristalna piramidna aura vrže iz tvojega sistema. Piramidni kristali noro dobro prizemljujejo energije. Veš, ti hočeš v življenju neko stvar narediti, ampak ne moreš prizemljiti ideje na zemljo in je ne moreš manifestirati na zemlji. V tem primeru uporab piramidni kristal. Vzam piramidni kristal in ga zakodiri in ga sprogramiri in ti bo začel kristal srkati kozmično energijo in jo manifestirati s tvojo pomočjo zate na zemlji. A veš, to so piramide. Zato so tudi Atlantis na zemlji gradil piramide. Včasih ljudje ne vejo, ampak egipčanska civilizacija, prva zlata egipčanska civilizacija, to je bil Atlantis. Piramide so Atlantisova stvar na planetu Zemlja. Oni so sidrali enormne količine energije na zemljo in jo manifestirali. Hočeš imeti obilje na planetu Zemlja, potem uporabi piramidne kristale, zato da ga zasidraš. Okay? Imaš sestro, ki se že celo življenje matra v življenju zgraditi neko hišo, stara je, ne vem, 35 let, pa še vedno živi pri mami, zaradi tega, ker ji nikoli ne rata manifestirati stanovanja ali pa hiše, piramidni kristali kup za rojstni dan in ga sprogramiri in ji povej, kako naj preko tega kristala začne manifestacijo prizemljevati. Ker to je ena največjih lekcij človeka. Ena izmed največjih lekcij človeka je prizemljevanje manifestacije. In manifestacijo lahko prizemljite in čez orgonite, ja, in čez piramidne kristale. In ja, tudi čez kristalne kocke. Manifestacija lahko prizemljite čez kristalni pirit. Tukaj imam zlate piritove kocke. Fantastični prizemljevalci energije. Včasih, ko imam jaz kak tečaj in dobim neko idejo o tečaju, neko knjigo, to je treba prizemljiti na zemeljsko raven, uporabim piritovo kocko in bam, se mi začne manifestacija sidrati na zemljo, prizemljevati, stabilna rata, logična. Prav. Naslednja stvar so pa kristali v oblikah. Pa imamo pa veliko kristalov v obliko. Tukaj imamo kristale v obliki angelov. Tukaj imamo res ful dobre angele. Ko so brušeni kristali v obliki angelov. Če hočeš ti nekomu v življenju prinesti angelsko zavest, hočeš nekomu pomagati, hočeš nekomu, veš, dobre želje, portal za dobre želje odpreti, pa daj mu podar angelski kristal, brušen v angela, zaradi tega, ker se angelska zavest teh fantastičnih petdimenzionalnih biti dejansko zasidra v kristal. In veš, kristal za angelsko energijo, ko ga človek dobimo, nemudoma dvigne zavest. Včasih ljudi reče, ja, ta vaš mahar, se pogovarjate z angeli, ne? A veš, večina ljudi na planetu Zemlja ne dela z angelsko energijo, zaradi tega, ker so preveč ujeti v to 3D zemeljsko matrico. Angeli so bitja, ki vibrirajo na ful visokih zavestih. Kristal ti v štartu pomaga dvignati zavest. Zdaj si pa ti predstavljaj, da imaš pa kristale, ki ti pomagajo angelsko zavest prinašati na planet Zemlja. A veš, in ti v bistvu z enim takim kristalom, ki ima angelsko kodo v sebi, nekomu podariš za božička programiran kristal za angelsko zavest. Ampak lahko še ti kaj lepšega podariš. Bodi moralna, lahko človeku kaj lepšega podariš, ko angelsko esenco, ki mu bo pomagala podpreti celotno življenje, kjerkoli bo pa človek deloval. A veš, to je, na primer, so take angelski kristali, ne? Ful so dobri, ful so lušni. Naslednja stvar so pa zapestnice. To me pa ljudje ful sprašuje. Drugače, na mojem tečaju dobijo tudi ljudje tečajniki zapestnico in bi ti rad danes povedal o zapestnicah. Lej, imamo mi kristalne zapestnice, ne? Kaj je fora zdaj kristalni zapestnice? En ljudi reče, jo so lepe, pa jih rada nosim, ker pašejo k mojemu kostimu, ne? Ja, to je tudi eden benefit kristalnih zapestnic. Ampak, veš, kaj je fora kristalnih zapestnic? Fora kristalnih zapestnic je, komu so namenjene kristalne zapestnice? V prvi vrsti so kristalne zapestnice namenjene tistim ljudem, ki se oklepajo stvari v življenju. Tisti ljudje, ki ne morejo spustiti starih navad, tisti ljudje, ki ne morejo, a veš,
spustiti starega razmišljanja. Veš, eni ljudje so ful dobri po srcu, pa imajo ful pametne ideje, ampak se oklepajo starih razmišljanj, starih strahov, stare službe, vejo, da so nesrečni v njej, pa se kar oklepajo, ker imajo nek strah, da ne bojo dobili nove. Ne? Pa eni ljudje so v toksičnih partnerskih zvezah, a veš, pa ne upajo iti stran, pa ne upajo si dati šanse, da bi bili znova srečni. Pa eni ljudje se oklepajo starega razmišljanja in ne morejo uresničiti novih stanj, ker se ne more spremeniti. In potem si daš ti takšno zapestnico na roko in začne, a veš, roka je energijski imprint, s katerim se ti oklepaš stvari, ti z roko držiš stvari. Koda roke energijska je, da držiš stvari, ali pa spustiš stvari. In ko daš enkrat sprogramirano zapestnico na roko, ti začne ta del eteričnega telesa roke, kristal, preprogramirati, da lažje spušča stvari v življenju. Tako da, če imaš ti težave s spuščanjem razmišljanja starih vzorcev, starih družinskih vzorcev v življenju in ne moreš zaradi tega iti naprej, pa daj si kristalno sprogramirano zapestnico na roko. Podzavestno boš začela spuščati. To je ena stvar. Druga stvar so pa kristalne zapestnice. Evo, tukaj imam iz ametista pa kamene strele, zdaj ta je čist huda. Ta je prav taka čarovniška, vidiš, da je vijolični kristali so noter pa beli, ne. Ko daš ti tako zapestnico gor in se ti zavedaš svoje energije in ti upravljaš energijo preko roke, ti bo taka zapestnica spotencirala moč tvoje bioenergije, ki jo ti pošiljaš čez roke za nekajkrat. To je zelo tisti, ki delate reiki, tisti, ki delate bioterapeuti, bioenergije, tisti, ki zdravite z rokami, tisti, ki delate kristaloterapije z rokami, ki imate manifestacijsko moč v rokah, naprimer jaz jo imam v rokah, dejte si sprogramirane zapestnice gor, vaše roke bojo energijsko začele žareti in vi boste v roke začeli sposobni kanalizirati nekajkrat močnejše zdravilne energije ali pa manifestacijske energije na vse zadnje. In vam lahko neka zapestnica dvigne zavest roke in upravljanje energije na zemeljski ravni, ful. Znaš, glede tega ne vejo, ne? Neka taka zapestnica, veš, vsak človek si lahko kupi zapestnico. Vsak, to je dosegljivo vsakomur, ampak energijska vrednost v ozadju je pa nevidžena. Zato moji kristaloterapeuti na eni stopni dobijo zapestnice. Dobijo zapestnice iz angelita, zaradi tega, da lahko lažje kanalizirajo čez svoje telo vse visoko napetostne energije, zdravilne, manifestacijske, zaščitne energije. In jaz nosim zapestnice. Jaz drugače nisem za nakit. Jaz nisem človek za nakit. Pač ni mi nakit glih blizu. Edina stvar, ki jo nosim, so kristalne zapestnice. Ker poglej moje videe za nazaj. Na ful velikih videih imam zapestnice. Zaradi tega, ker enostavno se ti moč spremeni. Nehaš se oklepati stvari in lažje primeš tisto, kar si želiš. Eni ljudje čakajo na obrobje življenja celo življenje in gledajo tisto, kar si želijo, pa Madonna, daj si zapestnico gor, daj sprogramiri celo svojo auro, kristal ti pomaga in zagrab tisto, kar hočeš in potegni k sebi. Ti je nekdo všeč, pa povabi ga na zmenek. Hočeš neko službo, pa poklič, ja, ne zaposlujemo, zdaj boste, se še me niste spoznali, vi ste vam se sanjane, koliko sem jaz dobra pridobite za vašo firmo. Vi boste delovno mesto za mene odprli. A veš, ta attitude, ta odnos, to je pa kristalna zavest visoki biti. Ne iskati službe tam, kjer ponujajo. Vi se odločite, kje boste delali, pokličite direktorja, pejte na razgovor, pa mu vi povejte, zakaj vas rabi zaposliti, če hočete tam delati. Ampak zato pa rabiš ful visoko samozavest, ne? Zato rabiš pa ful visoko osebno energijo pa karakter. Uporab kristalne energije zato, da prideš do tega levela. A misliš, da jaz sam vodim tečaje? Ne. Jaz vedno, ko vodim tečaje, vedno, ko predavam, ključno zdajle, vedno imam duhovne vodnike, ki so v mojo auro pripeti in čez kristale jih ful z lahkoto slišim in kanaliziram. To je to, ne? Nisem jaz zdaj nek tip, ki obseden z nekimi kamni, pa tam zdaj neke kamni se pogovarja z njimi, pa jih ima celo bajto. Ne. Jaz ti res rad na zemeljski način pokazal, kje lahko kristali tebe podprejo. Okay? In kako delujejo kristali? Naslednja stvar so obeski. Sej obeske, lej, tukaj imam lapis lazuli, a vidiš, tukaj imam ametist, tukaj imam modri kianit, ta je celo srov, tale čist hud zgleda kot nek kristal iz Andromede. Modri kianit,
ametist, to so obeski, ki jih pač obesiš na veriščo gor, a ne? In jih imaš obešene na veriščo, srebrno vrvico, karkoli. A veš, zakaj imamo ljudje obeske v resnici? Si zdaj vprašali, zakaj kristalni obeski? Zakaj? Zaradi tega, ker eni ljudje rabijo čustveno podporo, eni ljudje rabijo aktivirati srčno čakro. Zakaj bi se glih tule? Zaradi tega, ker eni ljudje imajo tukaj weak link, eni ljudje so tukaj energijsko zgubljeni in ko daš ti programiran kristalni obesek nekomu, ki je žalosten, nekomu, ki je prizadel ga nekaj, nekomu, ki je nesiguren, nekomu, ki ga je strah življenja, nekomu, ki ne upa izraziti svoje odločitve, ko mu ti tak sprogramiran obesek podariš, veš, to je majhna pozornost, ko naredi ful veliko življenjsko spremembo, ko mu daš takšen obesek, potem lahko tak kristal absolutno tebe pomiri in ti začne programirati tvojo srčno čakro in ti začne programirati tvojo energijo. To je prva stvar. Druga stvar je spet nasprotno pol. Obeski so odlični manifestatorji. A ti veš, kje mi skrivamo največjo manifestacijsko moč? V pljučih. Pljuča so center manifestacijske moči. Ti čez kisik, ki ga integriraš v telo in ga pošlješ v možgane, ti na tem kisiku kozmično zavest pošiljaš v sebe. Pljuča so center tvoje manifestacije. In kje imaš ti obesek? Kje imaš ti sprogramiran ametist? Kaj misliš, kaj se bo zgodilo s tvojo pljučno frekvenco in posledično z manifestacijo, če boš ti imel sprogramiran kristal ametista na sebi in bo skozi rezoniral s tvojim dihanjem? Kaj se bo zgodilo s tabo? Tam imaš nekega fanta, ki je skozi sramežljiv, pa se ne upa postaviti za sebe, pa ne upa prijateljstva sklepati. Pa dajmo sprogramiran ametist ali pa katerikoli na zadnji obesek, budar za Božička ali pa za Miklavža. Veš, kaj se bo začel preprogramirati v podzavesti tega človeka? Ker naenkrat bo prišel Metatron prek tega kristala, pa mu bo ponovno začel, pa daj model, daj povej svojo resnico, ko sklaneš glavo dol, pej tja, daj roko, predstav se ljudem. Ampak ta nagon, to bo ljudje dobili zaradi kristala. Veš, to delajo kristali v našem življenju. In pa imamo tu še čistilce vode, lej, tukaj še imam čistilce vode. To so pa take kristalne palce, ko so polne kristalov steklene in ti natočiš vrč vode in daš sprogramirane čistilec vode oziroma kristalno palco noter, v vodni vrč. In ti vodne molekule, kristali za svojo frekvenco preprogramirane. Tako, ko si spiješ kristalno vodo, preprogramirano vodo, začnejo te vodne molekule v tvojemu telesu avtomatsko ustvarjati kristalno zavest. Ti si zgrajena 60-70% vode. Kaj se zgodi, ki ti to vodo znaš na prav način programirati? Zdaj vprašala? Kaj je voda? Voda je tekoča zavest. Kristalna zavest. Voda je tekoči kristal. Kaj se zgodi, ko ti 70% svojega telesa, ki je tekoči kristal, programiraš s kristali? Kaj se zgodi s tvojo zavestjo? Koliko se tvoja inteligenca odpre, razširi, koliko se tvoja sposobnost kanaliziranja poveča? A razumeš? To je nekaj, kar je ključno za to, da ti kot človek, ki hoče iti v življenju naprej, veš. In to so stvari, a veš, ko je fajn, da razumeš, kako delajo za nas. Naslednja stvar so orgoniti. Ne? Prej sem ga že pokazal. Orgonit je tovarna energijskega polja. Orgonit je prav posebna mini svet, ki ima noter kristal, bakrene žice, ki so na poseben način integrirane v kristal, vse je ulito ponovadi v epoksi smolo ali pa v steklo. In ti orgoniti lahko ustvarjajo lastno polje v tvoji bajti. Ti lahko plejade energijsko zasidraš v ta kristal in ti cela spalnica vibrira v čist drugi zavesti kot celotna druga vas pa mesto, v katerem tvoja bajta stoji. Ti lahko z orgoniti ustvarjaš lastno zdravilno polje, ti lahko z orgoniti ustvarjaš čist novo zaščitno polje. Ampak moraš uporabiti orgonita, ne? Evo, to so take orgonitove piramide, ki so fantastične. Ali pa imamo tule tudi orgonitove obeske. Tukaj imaš, evo, Rafael, Uriel, Gabriel, nadangelske orgonite, ki jih v bistvu, ko imaš nadangelsko zavest v orgonitu, da ti neposredno nadangel na osebni ravni dela s tabo in ga nosiš kot obesek orgonit, 2 v 1. Mislim, a veš, to so take stvari, ki jih
kaj hočeš vedeti. Ne? In včasih so ljudje tisti, veš, ko vidi ima človek nek kristal, pa ne ve, kaj bi z njim naredil. Ne? Jaz vem, da ti bo te informacije danes ful pomagale, res ti bojo pomagale razumeti, kaj kristali so. In kristalne lune imamo potem, in kristalne ploščice, in kristalne rune, in kristalne palce. Lej, tule imam kristalne rune, cel paket kristalnih run. Evo, še to pokažem. Ko ti začneš, tisti, ki z runami delate, rune so ful močni sveti simboli, ko ti z runami delaš, ki so integrirani v kamena strela, kaj misliš, da bo ta kamena strela? Kako močno ti bo pomagala razumeti sporočilo rune? A veš, pa tisti, ki imate radi nakit združen z kristalnimi ogrlicami, glej, a veš, mislim, jaz sem ful vesel, da so kreativni umetniki na tem planetu, ki delajo te stvari, ki oblikujejo kristale na ta način. Ker včasih so imeli ljudje, samo vladarji, samo kraljice, kralji so imeli oblikovane kristale. Od krone. Kaj krona? Si zdaj vprašali, zakaj imajo kralji in kraljice krone? Zakaj imajo samo kralji krone? Kaj so kristali v kronah? Ljudje z največjimi vplivi in bogatstvi na planetu Zemlja imajo krone in žezlo, v katere so kristali. Se zdaj vpraša, zakaj? No, zdaj pa ta zavest dosegljiva vsakomur. Zdaj pa ne rabiš biti kralj, da dobiš kristal v življenje. Zdaj ga imaš pa v mnogih oblikah na voljo. Jaz sem ti danes probal sam pomagati razumeti, kako lahko ti kristale uporabljaš. Na 100 mestih v življenju. In dej jih, a prav? Dej. Zato, zakaj bi bila tvoja energija počasnejša, če lahko hitrejša? To je tako, veš, zakaj? Zakaj ne? Zakaj ne bi bili kristali tvoji prijatelji? In veš, zdaj se bliža Božič, ne? Zdaj se bliža Božič, zdaj bo je praznik, zdaj bo kmalu sneg, ne? Dol v Novem mestu je že sneg bil po Kočevju, ne? Oni že šaflajo sneg. Zdaj bo lučka vsak čas zasvetle. Zdaj bo vsak čas bo vse svetlo. Super, jaz obožujem božični čas. Ampak, da veš, za božični čas ljudje obdarujemo. Ampak, kaj ljudje v resnici podarjajo za božička? A veš, kakšna so božična darila? Neosebna, ne? Nekaj kupiš, zato ker moraš kupiti. Dajmo tam kupiti neko kavo, pa vzam še neko čokolado, pa daj neke pomaranče, pa neko orhidejo ali pa kaktus, ne? Ali pa nekaj moraš nesiti, ne? Ali pa včasih eni ljudje dobijo neka darila, pa jih pa kar naprej dajo. A veš, če ti podariš darilo, ki ni bilo dano iz srca, ali pa darilo kar nekaj, ali pa darilo, ki tam ima noter 90 gramov sladkorja v 100 gramih teže, kar ima nekatere sladkorje, ali pa darilo, ki ga ti dobiš od nekoga in ga v bistvu zavrneš, ker ga daš naprej. Sploh ne, veš, taka darila, ki niso prava darila, to uničuje odnose. Nekdo ti podari neko stvar, ti jo niti ne začutiš in jo niti ne uporabiš in jo daš naprej. Ali pa nekomu hočeš podariti nekaj, pa mu nekaj na silo kupiš, ker pojma nimaš, da je ta človek. Daj letos podar kristale. Zakaj misliš, da za Božič sneži? Zakaj decembra sneg? Zaradi tega, ker narava dela z nami s kristalnimi snežinkami. Daj letos kristale, pa tam imaš ljudi, imaš svoje nečake, pa imaš otroke, pa imaš zeta, pa imaš babico, pa imaš mamo, pa vsi ti ljudje imajo neke cilje v življenju, pa se vsakega poznaš, pa veš, tvoj svak mogoče je glih podjetje odprl, pa veš, da rabi manifestacijsko energijo, pa pogum, tvoja sestra je mogoče glih s partnersko zvezo končala, pa je mogoče malo v zdravljenju, pa v žalosti. Tvoj nečak hoče iti na fakulteto, pa rabi dobro ocene po samozvest. Tvoja mama si je koliko poškodovala, pa je zdaj v zdravljenju. Tvoj foter se pa upokojuje, pa išče nov življenjski namen. Pa daj za vsakega tega človeka zber kristal, en majhen kristal, obesek, brušen kristal, kristalno piramido, obelisk, orgonit, pa vsakmu daj sprogramiran kristal, pa mu podpri življenje na tak način. Ne nekih daril, ki jih ljudje pozabijo v 2 minutah. Večino božičnih daril ljudje 2. januarja pozabijo. Res hudo darilo. Ja, nekaj sem mogla dati, se spodob, ne? Ja, ampak, da veš, da je nekaj, kar res spremeni. Ne? Tako da, to je neka stvar, ki je ful pomembna. A prav. Tako da, jaz sem ti danes hotel povedati, da, veš, ti imaš res dobro možnost, da znaš, da lahko spremeni življenje ljudi, svojega in drugih ljudi. In jaz sem se ful danes res
hotel zavzeti zato, da ti pokažem, kako izbrati kristale in kaj pomenijo, in zdaj ti veš, ti točno veš, ker človek v tvojem življenju rabi kaj. Ja? In nekatere kristale lahko dejansko dobiš pri nas, na nebeški trgovini. Tako da, sam hočem, da veš. Zdaj bi te rad pa pokazal, kako se programira kristale, oziroma izbere kristal. Da boš izbral, da boš vedela, kateri kristal je pravi zate. Okay? Teda zdaj gremo pa v eno tako fajno iniciacijo. Ne rabiš trenutno kristala, okay? Ne rabiš trenutno kristala in gremo midva dejansko pogledati, kako ti izbereš kristal. Okay? Kako izbereš kristal in potem ti bom tudi pokazal, kako ga programiraš, in potem imam eno ful veliko presenečenje zate. Ful veliko presenečenje zate, ki ga pa ne pričakuješ. Tako da, zdaj pa, evo, ne bo dolga, kratka bo, ampak efektivna. Ok? Evo, zdaj pa. Zapri oči in se popolnoma sprosti. Začni ponavljati globoke vdihe in izdihe. Vdih, izdih. Začuti, kako počasi padaš globoko vase. Globoko v svoj notranji mir. Pa se popolnoma sprosti. Začuti, kako se umirijo tvoje misli. Umiri se tvoj srčni utrip. Lahkotno izdihni vse napetosti. Začuti, kako se tvoje telo sprošča. Vsaka celica na tebi postaja bolj in bolj lahkotna. Svet okoli tebe postaja vse mirnejši. Vsi zvuki v okolici potihnejo. In obdate mistična energija. Kar naenkrat se začne okoli tvojega telesa nežno vrteti svetloba. Kot nekakšen vrtinec te zaobjame z vseh strani. Vse dokler te nežno ne dvigne od tal. In te začne počasi nositi naprej in naprej. In nosite in nosi. Vse dokler se v nekem trenutku tam pred teboj ne odpre pogled na čudovit kristalni svet.
kristalni svet te kliče. Pa se le prepusti tej energiji, ko te nežno povleče k sebi in počasi se spustiš nižje in nižje v ta svet. In ko se dotakneš tal, začutiš, kako kristalna zavest se v tebi zbudi. Pa si vzemi nekaj trenutkov, samo lahkotno dihaj. Začuti kristalne tokove, ki tečejo po tvojem telesu. Začuti kristalni zrak, ki ga dihaš. Začuti, kako tvoje telo postaja bolj in bolj svetlobno. V nekem trenutku pa se pod tvojimi nogami zasveti čudovita kristalna pot. In korak za korakom greš po njej čez ta kristalni svet. In hodiš in čutiš, kako zavest v tebi raste, kako raste v tebi duhovni mir. Začutiš, kako si ti čudovito bitje in kot takšno si zaslužiš darilo vesolja. V nekem trenutku tam pred seboj opaziš veliko skalo v obliki nekakšne kamnite mize. In ko stopiš pred to skalo, zapreš oči in v tistem trenutku nebo zažari. In sedaj v mislih postavi vprašanje: drago vesolje, katera oblika kristala je najbolj primerna zame? In kar naenkrat se nebo zasveti. In počasi se začne spuščati čudovita svetloba. Spušča se in spušča. In v tej svetlobi opaziš svoj kristal, ki se v nekem trenutku nežno spusti na kamnito ploščad pred tabo. Pa le poglej, kakšne oblike je. Ali potrebuješ surovi kristal? Ali je ta kristal poliran?
Ali je to kristalna piramida? Ali je to kristalna krogla? Kristalna zapestnica? Kristalni obesek? Obelisk? Orgonit? Katera oblika te trenutno najmočneje kliče? Kaj najbolj potrebuješ za svoje življenje? In sedaj vzemi svoj kristal. Tak eterični kristal je darilo vesolja tebi. Zato, ker si ti nosilec, nosilka kristalne zavesti na zemlji. Vzemi ta kristal, naj bo s tabo vedno in povsod. In čutiš, kako tvoja energija zažari. Čutiš, kako začne kristal delovati zate. Čutiš, kako tvoja zavest se okrepi. Kristal te dvigne, ti da novo moč in začne delati s tabo. Pa trikrat globoko vdihni v svojega novega prijatelja. Sprejmi ga. Lahko mu daš tudi ime. Kristalom je to všeč. Sedaj pa že začutiš, kako te kristal počasi odpelje nazaj v zemeljski čas in prostor. Že začutiš, kako ti kristal pomaga ustvarjati tvoje življenje. In kristalni svet okoli tebe počasi bledi. Bolj in bolj začutiš svoje telo. A glej, kristal pa ostane s tabo. Začuti roke, noge, 5, 4, 3, 2, 1. Naredi globoko vdih in izdih in odpri oči. Sedaj
ugotovili, zdaj imam pa eno ful veliko presenečenje za vas. Ne? Dobro, poslušajte, ste pripravljeni? Kristale je fajn, da znamo očistiti energijsko, ne? In je fajn, da je znamo energijsko sprogramirati. Ja? To sta dve take stvari, ki bom ti zelo pokazal, veš, kako zelo tak fajn, kako jih lahko to na hitro narediš. Kako jih očistiš in sprogramiraš starih energij in sprogramiraš svoj nov namen v kristal. In to najlažje narediš z eteričnimi palčkami. Ne? Eterične palčke so ena izmed najboljših orodij za čiščenje in programiranje kristalov in čiščenje zavesti in vtkanje zavesti v kristale. In danes imam eno tako ful posebno novico, s katero je Kristi zelo dolg časa čakala, da jo razkrije, ampak danes je ta dan. Je rekla, da čaka en poseben trenutek, da bo razkrila in da čaka eno posebno druženje in danes ste to vi. Vi si veste, da eterične palčke so fajna stvar, ne veste pa nečesa. Kristi žmahar in potovanje duše, duhovni atelje, ima svoje lastne eterične palčke, lastne dišeče palčke in vi ste absolutno prvi, ki jih danes vidite. In to je Kristi delala z izjemno ljubeznijo in predanostjo in najboljše sestavine in najboljše portale je odprla in palčke so izjemne. In zdaj ti jih bom samo pokazal, zaradi tega, ker danes je prvi ljudje ste, ki jih vidite in Kristi je zares potrudila. Angelski prostor, za čiščenje, za prisotnost angelov v prostorih, eterične palčke, angelski mir za umirjanje čustev in telesa. Potem imamo bela magija za obrede in misticizem, eterične palčke. Avalonska morgain za odločno in pozitivno manifestiranje. Vijolični plamen za močno energijsko čiščenje in zaščito pred negativnim. Alkimistični angeli za hitro manifestacijo in priklic dobrega. Boginja Lakšmi za dotok bogatstva in denarja, boginja Afrodita za samozavest in spoštovanje, meditacijski Buda za poglobljeno meditacijo in uvide. Tako, Merlinova čarovnija za dnevne čudeže in jasno vodstvo, Merlinove palčke so prišli ljudje, Zmajev ogenj za močno energijsko varovanje doma, družine in živali, Nadangel Mihael itak za varnost, zaupanje na vsakem koraku, angelski zdravilci za zdravilno podporo vseh vrst, za podporo terapeutom, tisti, ki delate z ljudmi naprej, angeli svetlobe za upanje in svetlo prihodnost. Kristi je leta in leta izkušenj, ko je ugotavljala, kaj rabimo ljudje na zemlji, kaj je tisto, kjer rabimo podporo, vse organizirala, zbrala in naredila palčke z iniciacijami, palčke, ki so toliko izjemne, toliko lepe, dizajnersko so lepe, toliko lepe palčke nisem videl. Danes sem vam prav mogel jih pokazati, no? Ok, tako da veste. In vse te palčke, od prvih do zadnjih, Morgain, Merlin, Afrodita, Buda, Lakšmi in vse te, najdete premierno danes na nebeški trgovini. Ok, gor imate vse zapisan, kaj pomeni, zakaj. Ampak danes pa grem zdaj pokazati, kako se programira in kako se čisti. Angeli sorodnih duš za nebeško podporo v odnosih in priklic ljubezni. Te so mi pa parle ven. Res se je potrudila in svaka čast. Koliko je to neke ljubezni in energije dala noter in koliko je to nekega znanja. Tako da res. In zdaj bom uporabil njene palčke, da vam pokažem, kako poteka programiranje angelov. Jaz sem jih dal že ven, ne bom jih zdaj sicer pržgal, zaradi tega, ker imamo mi dimne alarme tukaj in potem bi to tul in cvil. Tako da vi to boste doma pržgali, tako da tisti, ki nimate palčk, zdaj veste, kje dobite najboljše palčke na svetu. Ne? Zdaj pa gledajte, primer, vzamete kristal, okay? Pa rečemo, da bom vzel zlati pirit. Zlati pirit je eden najmočnejših manifestacijskih kristalov. Zlato piritovo kocko. Okay? Kako se očisti in preprogramira. To vam bom zdaj pokazal tako zelo simpel postopek, ki ga lahko res naredite v parih minutah, vsak dan. Prva stvar je, da vzamem kristal, pa ga sam energijsko pokri z roko in se sam povež z njim. Okay? In sam tako reč kristalu, čau, Mihael tukaj, ti je seveda svoje ime, jaz bi pa danes res rada delala s tabo, ful ti hvala, ker si v mojem življenju in globoko vdihnem v njega, samo zato, da se tvoja pa njegova aura povežeta. Prav, da začne kristal komunicirati s tabo in ti z njim. Potem pa kristal daš na dlan, pržgeš eterično palčko
in začneš z eterično palčko, katero prosiš, lahko eterično palčko prosiš, da ti očisti kristal. Eterične palčke so reč ful inteligentne, res so inteligentne stvari. In začneš samo okoli kristala nežno delati kroge. Samo tako, nežno delaš kroge okoli kristala. In si samo predstavljaš, kako ta dim eterične palčke očisti kristal, kako dimi kristal. Samo greš okoli in lahko greš tudi okoli roke. Samo tako energijsko naredi spiralo okoli kristala v smeri urnega kazalca. Vedno deli čiščenje v smeri urnega kazalca. Okay? In si samo predstavljaj, kako ta dim eterične palčke gre čez kristal in nevtralizira kristal. Veš, kaj je fora? Fora je, da se bo kristal na eterične palčke nemudoma odzval. Nemudoma. Zaradi tega, ker eterične palčke in kristali so prav partnerji. Isto zavest imajo in kristali bodo takoj reagirali. Pa jaz ti priporočam še eno stvar, da med tem, ko čistiš kristal, da potem, ko ga očistiš se prostor, v katerem si. Tako se prav čez prostor pet z eterično palčko. A veš, da je prostor, v katerem programiraš kristal, čist. In prav, uči stene, vogale, samo tako pet čez cel prostor, lahko se tudi sprehodiš čez njega. Samo naredi to neutralizacijo. Zato ne rabiš cele palčke, to je lahko 2 minuti. A veš, 2 minuti in bo kristal frekvenčno miren. Sploh s to zavestjo, ko imaš danes. Sploh s to meditacijo, ko smo naredila, ne rabiš skrbeti. Tvoj kristal bo v redu očiščen. Potem je pa naslednja faza, programiranje kristala. Odloži eterično palčko, spet vzam kristal med obe roki in samo v svojemu srcu, ki je najmočnejši organ, probi začutiti, kaj hočeš od kristala. To se pravi, zakaj ga prosiš, kaj zahtevaš od njega, kaj je tisto, kar bi rada, da kristal naredi zate. A veš, ne vem, mogoče, jutri gre moj mož na poslovno pot z avtom, peljal se bo v München, ok, 5 ur bo na cesti, a lahko prosim kristal, zaščitiš avto, zaščitiš mojega moža, lahko prosim mi pomagaš, da bo njegova aura zaščitena, da bo njegov avto zaščiten, da bo varna vožnja, da bo opazil vse, kar rabi opaziti. In samo to željo začuti v srcu in jo potem z globokimi izdihi preko rok izdihn v kristal. Samo znam si tako 2 minuti, kako želja iz srca preko rok polni kristal in kako se zapisuje v kristal. Sem tako globok dihi v kristal. Okay? Sem si predstavljal moža, kako je varen, srečen, vozi avto, vse je v redu, v kristalu noter. In vzame eterično palčko in znova naredi krog. Zaščite želje, znova naredi krog, dviga želje, ker ti z eterično palčko povežeš željo z eteričnim svetom. Veš, eterična palčka je link med zemeljskim in kozmičnim. Zaradi tega je taka mistična, diši, čutiš jo in naredi sam to povezavo. Ok, želim, da mož pride v München varno in nazaj seveda. Ne? In samo naredi ta stik v kristal. In potem vzam kristal, ok, in pet možu in reči, dragi moj, ste vam ful rada, jaz sem ti sprogramirala kristal za varno vožnje, za dobro počutje, daš fajn vozu, da srečno prištaj nazaj, a lahko vzameš ta kristal prosim s sabo. In ga naj da v avto, naj ga da v kovček, naj ga da nekam v žep in naj odpelje s tabo. In kristal in vodniki bojo preko kristala tvojega moža podzavestno usmerjali na cesti in mu podzavestno pomagali brati energije in podzavestno mu bojo dali intuitivne prave informacije, kako se naj avto obnaša. In avto bo začel programirati. In tak priklic programirane želje z močnimi eteričnimi palčkami, kar palčke od Kristi Žmahar, ki je ena najmočnejših duhovnih učiteljic, definitivno so, lahko narediš za karkoli. Za karkoli. Tvoja babica ima, ne vem, pljučnico, lahko jo sprogramiraš kristal, da bo hitreje zdravila. Tvoj otrok ima kužata, novega je dobil kužata, pa hoče dober stik z njim narediti, pa sprogramiraj kristal, da se ta psom dobro razumela. Tvoja hči bo diplomirala drug teden, pa ima zagovor diplomske. Daj kristal za dobro diplomo narediti. Sprogramiraj, daj. Imaš fikus doma, ki ti hira, sprogramiraj kristal, pa ga zakopljaj v fikus, pa naj ti kristal fikus lepo gor energijsko drži. A prav? In tako lahko delaš vse v življenju. Prečist kristal na zelo simpel način, rabiš dobre eterične palčke, dober kristal. A prav? Zdaj pa vam bom jaz lepo odgovarjal na vaše vprašanje. Vi pa dobro poslušajte, vprašanje so taka, da so za vse dobra, univerzalne. Mi bomo zdaj kristalno mini akademijo imeli. Tako da ušesa na peclje in gremo čez. A prav, jaz bom zdaj zaštartil.
Ne? Gremo in vam bom vse lepo dal, tako da boste točno vedeli, kaj pa kako. Gremo. Simon, ali moraš programirati kristal, če ga želiš uporabljati? Lahko dovoliš, da je v svoji naravni energiji, kar ti bo potem Lady Gaga ga programirala, če pa hočeš ti namensko, da kristal zate naredi tisto, kar ti želiš, ja pa, ga pa sprogramiri za svojo zavestjo. Kristina, kaj pa zapestnice, ko imajo kroge, ali lahko tudi to uporabiš? Definitivno, Kristina, zapestnice, ki imajo kroge gor, tale ima naprimer Om znak, tale ima Budo znak gor, evo, lahko definitivno uporabiš, ali pa tudi, če imaš krožno zapestnico iz zlata ali pa srebra, lahko uporabiš, ker je tudi to kristal. Vida, kako se kristal aktivira? Ravno kar sem pokazal, Vida, tako da, evo, Mojca, ali piramide podobno deluje kot obeliski, kako je s piramidami? Imam piramide za 7 čaker, piramide in obeliski. Obelisk je targetiran portal, ki ga ti usmeriš, medtem ko piramida je primarno namenjena prizemljevanju. Z obema lahko delaš oboje, ampak naravno je piramida narejena za prizemljevanje energije in dvig zavesti na zemlji, medtem ko obelisk za vlečenje frekvenc manifestacije iz vesolja. Slavice, kako počistiš kristale drugih energij, ko jih preneseš domov z eteričnimi palčkami Kristi Žmahar in s tem mini obredom, ko sem ti ga zdaj pokazal. Nina, mene zanima, ali je bolje imeti kristale na polički vse skupaj, ali jih lahko imamo v posebnih vrečkah, je razlika, ali so brez ali v vrečki. Kristali jim je zelo samo pomembno, da se dobro počutijo, da so čisti, da niso prašni, da so na lepem energijskem mestu, da niso v nekih predalih, kleteh, podstrešjih in na umazanih površinah. Zelo so radi skupaj, zelo se radi pogovarjajo drug z drugim, tako da pomembno je samo, da so v spoštljivem okolju. Irena, ali surovi kristali ne zamerijo, ko jih brusijo v gladko? Ne, to je tako, kot ko greš ti frizerju. Ti greš frizerju in ti frizer ostriže in imaš lepo frizuro. Ali tvoje lesi zamerijo? Ne. Isto je s kristali. Darinka, kako se programirajo in resetirajo na nič? To tako. Tako kot ko ti očistiš kristal, ga ti avtomatsko očistiš zapisov. Je v bistvu formatiranje kristala. Vedno, ko delamo čiščenje kristala, mi v bistvu delamo formatiranje kristala. Brisanje zapisov kristala. Zaradi tega, ker nek zapis v kristalu je lahko za nekoga zdravilen, za nekoga pa ne. To je tako kot s hrano. Enim ljudem pomaranče pomagajo, drugi pa bruhajo po njih, ker so alergični na njih. Ne? Tako da v bistvu ne vemo, kaj je zapis v kristalu za nekega človeka pomeni, zato mi vedno, ko čistimo kristal, ga resetiramo vseh zapisov in potem je na točki nič. Dobro vprašanje, v bistvu ful dobro vprašanje. Kako ste to fajn organizirali vse? T, ne vemo imena, gospod ali gospa T. Kako veš, ali je kristal pravi in ni ponaredek? Začutiš. Če boš na ta način delovala s kristali, kot sem ti zdaj povedal, potem boš kristal frekvenčno začutila. Zdaj ti lahko samo par trikov povem. Ponovadi so kristali ponarejeni iz stekla. Poglej, če je steklo lomljeno in če je steklo zlomljeno, ima takšne polkrožne kroge kot steklenica, ki se zlomi. Tako prepoznaš steklene ponaredke, ali so pa plastični ponaredki. Plastični ponaredki so pa ponovadi jantar. Jantar je ponarejen in plavajo na vodi. Pravi jantar se potopi na dno, pravi moldavit se potopi, medtem ko plastični kristali bojo plavali na vodi. Tako da na tak način lahko hitro testirate. Patricija, kaj pa drevo iz kristalov? Fantastično. Če imate drevo iz kristalov, imate kodo Gaje v tej strukturi in je namenjena rasti, duhovni rasti. Drevo je duhovna moč, ki raste. Odlično, Patricija. Matej, ali se lahko kristale posoje ali je bolje, da je samo tvoj? Kristal lahko posodiš, če ga sprogramiraš s tem namenom. Če rečeš kristalu, zdaj te bom dala prijateljici Špeli in prijateljica Špela rabi tebe ful. A prav, ker je v bolečini, ker se je ločila od svojega fanta in je žalostna, prosim, pej ti ni pomagi. Še boljše pa je, da ti tej prijateljici Špeli kupiš kristal za darilo kot prijateljica. Tako da imej ti probi med svoje kristale uporabili zase, drugim ljudem pa kristale podari. Za darila je daje. Jaz to skozi dajem. Ponovadi, ko se nekdo rodi, naprimer, ko dobijo ljudje otroke, jaz jim tem otrokom kristal podarim, rojstni kristal jim podarim. To je taka ful lepa stvar. Anja, lepo bi prosila, če bi lahko še o orgonitih kaj povedal. Evo, sem prej povedal, orgoniti so v bistvu elektrarne energijskih polj. Tako da orgonit je namenjen temu, da ti sama se odločiš, katero frekvenco boš imela v hiši, v stanovanju in potem z orgonitom lahko to frekvenco potegneš iz vesolja. Hočeš imeti ful visoko zdravilno hišo, potem za zdravilno energijo sprogramiri orgonit. Hočeš imeti zaščiteno hišo, za zaščitno energijo sprogramiri orgonit, ne?
Klaudija, Mihael, imam neobdelan citrin in ga imam na lesenem podstavku s steklenim pokrovom. Ali prav tako daje energijo v prostor? Da. Kristali obožujejo les in zelo so sorodni s steklom, ne marajo pa plastike. Jasmina, menim, da naj ne bi preveč zbirali naravne kristale in kamne, ker jih kmalu ne bo več v naravi in jih bomo izropali. Kakšen majhen kristal bi bil dovolj za vsakega? Jasmina, veš kaj, takole pravi Lady Gaga. Lady Gaga pravi, večino kristalov, ki jih jaz rabim, držim v zemlji in ljudje ne boste imeli nikoli dostopa do njih. Kristali, ki vam jih pošljem na površje, so tam zato, da jih uporabljate. Zame osebno, za Lady Gaga, je vseeno, ali imaš ti kristal v dnevni sobi ali je v gozdu. Če ta kristal uporabljaš za rast razvoja, je namen dosežen. Kristale, ki ti ni namenjen za njih, jih ne boš nikoli dobila, ker so globoko v zemlji. Barbara, ali ti lahko kdo drug tudi škodi s podarjenim kristalom? Ja, ampak od ljudi, ki so vam sumljivi, pa vam niso všeč, itak ne sprejmete darila. Ne? Tako da ponavadi kristali niti ne dovolijo, da se jih zlorablja. Ponavadi ljudje, ki vam hoče škoditi, ne podarjajo kristalov. Ne? Tako da to ne rabiš skrbeti. Kristali so drugače visoko vibracijska bitja, ki ne energijskih napadov v bistvu ne shranjujejo v sebi. Oni se ne grejo teh zemeljskih egofor. Ne? Ok, sem tule pogledam, kje sem. Ok, samo sekunda, da si chat naložim, a veš, da ne bom kaj stvar gledal. Ne? Jasmina, ali se lahko v mislih projeciramo drage kamne in naj bi bilo to dovolj? Lahko. Jasmina, eterični kristali delujejo zelo močno, tako da tisti, ki imate ful močno meditacijsko zavest, lahko potegnete eterične kristale z katerih koli delov vesolja. Še boljše pa je, če imaš fizične, zaradi tega, ker bo tudi tvoj ego ti lažje dovolil njihovo energijo dojeti. Veš, ego je vsem zemeljski in lažje dojame zemeljski kristal kot eterični, ampak lahko delaš tudi z eteričnimi. Tako da, evo, zelo pametno vprašanje. Irena, ali je razlika v delovanju, če zapestnica iz okroglih kristalčkov ali tisti, ki so različnih oblik? Ne, ni razlike. Zdaj, če si iz okroglih kristalčkov, potem ti bo zapestnica avtomatsko širila manifestacijo. Ne? Tukaj imam v bistvu eno tako skodo angelskega peresa. Ta je ful lepa drugače. Kodo angelskega peresa ti bo ful širila angelsko zavest v življenju. Če imaš pa grobe kristale, ti bo pa bolj delovala na zdravilni način, ne? Tako kot sem pregovoril o grobih kristalih. Urška, ali so pravi kristali, ki se jih kupi v avtomatih, pravi? Pojma nimam, ali so kristali, ki se jih kupi v avtomatih. Sploh ne vem, kje se kupuje kristale v avtomatih, tako da tukaj ti žal ne znam pomagati. Jaz vem, da ljudje prodajajo svega in svašta, tako da ne morem ti za druga prodajna mesta garantirati, lahko ti pa sam povem, da kristali v nebeški trgovini, potovanje duše so vsi taki, kot morajo biti. Ne? Čisti, neutralni in če želite, ga za vas tudi sprogramiramo in pošljamo za posebnim namenom in iniciacijo domov. Ne? Imamo pa tudi darilne embalaže, take ful božične darilne embalaže za vaš kristal. Tudi, če bo kdo kupal, lahko tudi darilno embalažo kupi, pa je že kristal zapakiran v taki ful lepi posodici z vato obdan. Tako da, ok. Ja, tako da ne znam ti povedati, ker ne poznam teh prodajnih mest. Sanja, zapestnica za povečanje bioenergije v rokah je dovolj ena na roki in deluje na obeh rokah ali vsaka na svoji roki? Jaz včasih, ko sem delal kristaloterapije, sem si dal 2 zapestnice na obe roki. Takole. Sem si dal dejansko gor, ker sem jaz se dobro počutil. Drugače pa deluje ena, ne rabiš imeti 2, je ena dovolj. Suzana, ali lahko s kristalnimi palicami pomagamo tudi našim ljubljenčkom, če se ne počutijo najbolje in ne spijo umirjeno? Ja, prosim, če imate kužete, mačke, papagaje, ribe, prosim, ribe, vzamite kristalno palico, tale narejena iz rdečega jaspisa in kamene strele, tale narejena iz ametista in kamene strele, vzamite 2 litra vode, lepe sveže vode iz pipe, dajte sprogramirano palico noter, neutralizirajte vodo in dajte to vodo piti vašim kužetom in vašim mačkom in živalim. Boste videli, kako bojo oni več življenjske energije dobili, bojo bolj dlje živeli, bojo bolj svežo dlako imeli. Dejansko ta program kristal naredi. Marinka, ali otroci lahko pijejo vodo s kristali, se jim daje obeske, ali jih to podpira, ali kaj preveč vpliva na njihovo primarno energijo? Ne, kristali nikoli ne preprogramirajo osnove, oni samo potencirajo naravno energijo. Oni ne zamenjujejo naravne energije, aktivirajo že obstoječo naravno energijo. Ne? Torej, če tvoj otrok ima talent za risanje, bo kristal mu dvignil talent.
Ne mu pa spremenil talent v talent za avtomehaniko. Ne? Kristali ne dela tega, ampak krepijo tisto, kar je že. Ida, navadni kamni so tudi kristali. Kaj pa jajčna oblika? Tako je, navadni kamni so tudi kristali in tega se dosti ljudi ne zaveda, zato se ljudje tako dobro v gorah počutijo. Jajčna oblika, dobro vprašanje, jajčna oblika je pa namenjena gojenju manifestacije. To se pravi, ko imaš ti neko idejo in hočeš strategijo za njo narediti in hočeš pripeljati idejo na naslednjo fazo, v bistvu delaš rojstvo ideje, kar koda jajca je. Jajca je v bistvu rojstvo bitja. Maternica je v obliki neke vrste jajca, rojstvo otroka, to so jajčni kristali. Dobro vprašanje. Alenka, kaj pa zvezdni kamni, meteori, jaz jih imam zelo rada, meteori so zakon, zaradi tega, ker prinaša zavest drugih civilizacij. Moja draga miš ima poročni prstan iz meteorja iz Siriusa, ima sirijanski meteor v prstanu delan, se mi naročil ta kristal v Ameriki, so je naredili prstan, tako da definitivno 1A. Katarina, če se ti kristale razbije, ga pametno zalepiti, če se ti kristale razbije, ga je pametno zakopati v zemljo in vrniti Lady Gaji, zaradi tega, ker je opravil svoje delo in želi iti nazaj k Gaji in je najbolj, da si kupiš novega. Mogoče dati na novo obrusiti ali ne dela. Sam kristala, veš, nekako ti s tem pokaže, da je oddelo svojo stvar, ne? Patricija A. zaupa, Mihael, kateri kristal je idealka za čustveno preobčutljivost, prebolevanje in tako naprej, slabše čustveno stanje. Vsi kristali, ki te bo vibracijsko potegnali, Patricija. Veš, kad ti imaš neko svojo kodo čustvene energije, svojo kodo, svojo stopnjo prebolevanja, svojo zavest in je zate najboljš, da greš na nebeško trgovino, tam imaš vse kristale upisane, zložene, slikane, vse in pejt samo intuitivno, kjer ga boš začutila. Veš, tisti kristal te bo sam poklical, kad te bo pomagal čustveno dvignati. Veš, Patricija? Rožica, kaj lepo ime. Ali lahko nosi, vsi imate lepo imena, ampak Rožica, že dolgo nisem slišal tega imena. Ali lahko nosi deklica stara 9 let zapestnice s kristali? Prosim, naj jo nosi, se bo v veliko bolj samozavestno žensko razvila. Doroteja, mene pa zanima v turizmu, torej apartmaji, sobe in tako dalje. Kateri kristal bi bilo najbolj primeren, da bi se ljudje počutili dobro? Ametist, ametisti, surovi ametisti, brušeni ametisti, karkoli od ametista, zaradi tega, ker ametist je naravni mediator in ljudje, ko bojo prišli v sobo, noter turisti se bojo dobro zlili z okoljem, ne? Drugače pa, ti si lastnica sob, ti delaš te stvari, ti poznaš svoj profil sob, vibracijo, energije, ti zber kristale in ti postavi energijo. In reč, tako se boste počutili, ko bom jaz rekla in boste veseli spočiti in dobro spite in potem zber kristale, ne? Tako da vsi kristali ti bojo tukaj pomagali. Ok, sam sekundo. Ok, Kaja, mene pa zanima, kje je najboljše shraniti kristale, ko jih ne uporabljamo, naprimer kristalne rune, polirane kristale. Jaz imam kristale drugače shranjene ali v lesenih škatlah, ali pa jih imam kar na policah. Pač dejansko čistimo bajto pri nas doma, pa skozi pravi rišemo, tako da ni problema. Tudi sem kristale na mizi, če jih pa ne uporabljaš, imaš pa drugače takole, lej, tule imamo en set za čakre, naprimer to, in ti bom zdaj pokazal, lej, evo, tule imam čakra set surovih kristalov, to so jaspisi, ametist in tako naprej. In potem so take platnene vrečke iz naravnih materialov, kjer so kristali shranjeni noter, ne. To je en tak primer. Drug tak primer imaš tule, naprimer, so take iz žameta črne vrečke, to so pa te rune noter shranjene, ki sem ti jih prej kazal. A veš, te rune so shranjene v takih stvareh. Če pa boste sami shranjevali, dajte steklene posode kupiti ali pa naravne lesene posode. Tam so fantastično kristali počutijo. Darko, kaj pa kristali postavljeni na rožo življenje? Imam to postavljeno v 3 plasteh, premera 50 cm na srednjih ploščah. Roža življenje je fantastičen portal kozmične energije, manifestacije in vsi kristali na roži življenje so izjemni. Saj imamo tudi tule, čakaj malo, sem da pogledam, joj, ko imam toliko teh stvari, pa da ne bom, ja, evo, tukaj imam obesek z drevesom življenja, razumeš? Evo, je en tak primer. Drugače pa roža življenja je Metatron dela z njo, no? Zelo močno, tako da je angelska zavest prisotna, tako da odlično dela. Darko, bravo, mi je všeč. Katarina, lahko imaš za koga drugega programiran kristal pri sebi, če ni ezoteričen tip?
Ja, lahko imaš, lahko prosiš kristal, veš kaj, moja prijateljica je malo bolj smotana, pa malo noče se pogovarjati, pa noče slišati, ampak jaz te bom pa aktivirala, pa ji pomagaj tam, kjer pač veš, da je dobro za njo, pa lahko imaš ti ta kristal doma. Ne? Še boljš pa je, če pač enega človeku daš, pa mu poveš. Ne? Maruša, kaj menite o kristalu Larimar? Kristal Larimar je ta redek kristal, ki se nahaja na Karibih, ne? Na Karibih ga kopljajo moder, fantastičen je, zelo lep kristal, tako da če je dostop do njega, definitivno si ga nabav. Kaj pa kamni iz reke morja? Kamni iz reke morja vidi, da so programirani kristali Lady Gaje. Lady Gaja jih uporablja zato, da so reke čiste, da so morja programirana in zdravilna. Tako da, če začutiš, da bi ti morje podarilo kak kamen, ga vzam in ga nes domov, boš imela del morske energije doma. Zato to radi nosimo iz Dalmacije kamne, ne? Ok, samo da tule pogledam. Ok, sem sekunda, da si chat naložim. Alenka, krogla širi energije v prostoru in organit širi energijo v prostoru. Kakšna razlika med njima? Krogla širi energije v celo vesolje, medtem ko organit ponavadi je vibracijsko omejen na prostor. Če ti programiraš organit, ti bo programiral hišo, če programiraš kroglo, ti bo krogla šla po celi galaksiji. To je ta razlika, glavna razlika. Kristina, avatar. Kristina, kaj pa svarovski kamni? Ali to tudi uporabiš? Svarovski kamni so brušeno steklo in so dekorativne narave in so samo zelo lepi, nimajo pa kristalnega naboja. Jožica, kakšna je pa dodana vrednost kristala, ki je brušen v Merkabo ali pa Orka Ahad, ki je valovita spirala oziroma spirala s konico? To je potem obesek ali obelisk ali piramida? Ja, ne, to so različne oblike, so za različne manifestacije narejene. Ponovadi je ta piramidni, ta spiralni kristal narejen za energijske operacije. Naprimer, Merkaba je pa itak je pa multidimenzionalna kozmična koda, s katero lahko mi odpiramo portale in potujemo po vesolju. Tako da Merkaba te bo odlično v vesolje pošiljala, boš lahko z njo potovala v Atlantis, naprimer. Ne? Irena, jaz imam kristale v kozarcu v vodi in vodo spijem, ali te kristale lahko dam na nič, na nula s Kristinimi palčkami? Absolutno. Kristi je naredila nekatere palčke z namenom, zato da lahko neutralizirate zapise, v nečem očistite neko stvar in potem na novo programirate. Alenka, kam moram usmeriti obelisk? Ali moram špico usmeriti gor ali na obelisk leži na pisalni mizi v smeri direktorjeve pisarne za napredovanje v službi? Obelisk definitivno usmer gor v vesolje, zaradi tega, ker od tam bo prišla energija manifestacije, potem pa, ko je obelisk programiran, ga pa lahko dejansko usmeriš, če imaš fizično smer, v smer, v katero sedi direktor, dejansko lahko. In ti bo obelisk tok energije tja vzpostavil. Obeliske so fantastični za to. Kateri kristal je najboljše, da ga podariš človeku, ki ga še ne poznaš, naprimer novorojenček ali prijateljica? Selenit. Jaz novorojenčkom podarjam selenit. Selenit je rojstni kamen, tule imam dve piramide, selenitove. Pri nas tudi imate palčke selenita, tu so selenitove piramide. Tak kristal. Zaradi tega, ker je visokofrekvenčen kristal, intuitiven kristal in bo otroku omogočil, vsakmu človeku na vse zadnje bo omogočil ful dvignati zavest, karkoli bo rabo v življenju. Evo, selenitove piramide, izjemne so. Ok, in evo, to je to. Tako da, dragi moji, jaz sem danes ful vesel, da sem bil z vami. Jaz sem prav uživo, se sem je najverjetneje videl, da sem kot otrok v Gardalandu, ko sem s kristali obdan. Uporabljate kristale, meditirajte s kristali, programirajte kristale, čiste kristale, veste, kje jih najdete. Pri nas lahko dobite programirane kristale. Če bi rad imel kakršnokoli željo, ne napiša mail, pa bomo za vas programirali kristal za tisto, kar boste rekli. To tudi naredimo s Kristi z veseljem. Preživite čudovito zimo, ki se je začela, uživite v snegu, ki je kristal v bistvu, in za božička imejte kristalen božič, kristalne praznike, dvignite zavest življenja na next level, na naslednjo raven in imejte lepo inkarnacijo. Kaj vam naj rečem? Imejte lepo inkarnacijo. Jaz sem danes bil vesel, da ste šli z mano v meditacijo. Ja, tako da vodimo meditacijo pri nas, tako da spremljate nas, boste našli, vedno se nekaj pri nas dogaja, prav? Pa boste lahko vedno vam lahko pomagamo, vedno lahko delamo z vami. Nama je sam pomembno skristi, da vi greste v življenju v tisto smer, ki želite. Če smo lahko del te poti, smo vesela. Če boste sami, smo vesela. Kakorkoli, tu smo na zemlji, da imamo lepa življenja in da ustvarimo lepo življenje in potenciale izkoristimo in kristali nam lahko pri tem pomagajo.
čudovit večer vam želim, čudovito zimo vam želim. Vidimo se ob različnih priložnostih. To je to, mi smo tukaj za vas, kristali so tukaj za vas. In nič, uživajte, imejte se lepo in se zelo veselim, da se srečamo spet nekje in nekoč.